Dober dan, v obtok je danes prišel novi bankovec za 10 evrov. Glavni razlogi za njegovo uvajanje so novi zaščitni elementi, zaradi katerih bo varnejši za uporabo in odpornejši proti ponarejanju ter daljša življenjska doba. Ta bankovec se ponaša z vrsto kratkih, rahlo izbočenih črtic ob levem in desnem robu. V vodnem znaku je viden portret Evrope, na varnostni niti pa je tudi simbol evra. Nova sta tudi večdelni hologram, na katerem se pojavita okno in portret Evrope, ter smaragdno-zelena številka, na kateri se ob nagibanju bankovca pojavi svetlobni val, ki potuje navzgor in navzdol. Številka poleg tega spreminja barvo iz smaragdno-zelene v temno-modro. Država je imela prejšnji mesec za 113 milijonov evrov več odhodkov kot prihodkov, so sporočili z Ministrstva za finance. Za 20 milijonov evrov nižji so bili prihodki iz dohodnine, manj je bilo tudi pobranega davka od dobička na kapital in dividende. Proračun še vedno močno bremeni za okoli 100 milijonov evrov zamrznjenih evropskih sredstev. Državi pa je avgusta uspelo tudi nekoliko znižati odhodke za 40 milijonov evrov. Finančno ministrstvo za zdaj načrtuje, da letni primanjkljaj ne bo presegel načrtovanega, to je milijarde evrov. Mobilne enote finančne uprave so avgusta nadaljevale poostren nadzor prometa. Takrat so preverile 8600 delovnih dni voznikov na cesti oziroma pregledale nekaj več kot 300 vozil. Pri kontrolah so ugotovile 180 kršitev in zanje naložile globe v višini 191 tisoč evrov. Največ kršitev je bilo zaradi prekratkega dnevnega in tedenskega počitka, prekoračitve neprekinjenega časa vožnje in prekoračitve dnevne dolžine vožnje. Ponedeljkovo večerno deževje je znova povzročalo težave po večjem delu države, največ na Gorenjskem in Obali. Že popoldne je zaradi močnega deževja v Stražišču pri Kranju meteorna voda zalila kar 35 objektov. Na pomoč je priskočilo 130 gasilcev, voda pa je na ceste nanesla večjo količino peska. Težave so bile tudi v cestnem prometu. Tako sta bili zvečer zaradi močne burje, ki je v sunkih dosegala hitrost med 80 in 100 km/h, za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, nosilnosti do 8 ton, nekaj časa zaprti hitra cesta Razdrto Vrtojba med cestninsko postajo Nanos in priključkom Ajdovščina ter regionalna cesta med Podnanosom in Ajdovščino. Z jesenskim enakonočjem, ki je po našem času nastopilo danes ob 4:29 minut, se je začela jesen. To je trenutek, ko se sonce na nebu navidezno nahaja točno na nebesnem ekvatorju. Vsak dan bo do zime za nekaj dodatnih minut krajši od noči. V sredo bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. V noči na četrtek bo predvsem na jugu prehodno rahlo deževalo. V četrtek čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe. V petek bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Danes v dnevniku televizije Maribor. Na mariborskem Rožnem griču v mestnem parku so otroci znova posadili vetrnice za mir. Bodoči študentje so začeli spoznavati svoje novo šolsko okolje. V volilnem bloku danes predstavljamo kandidate za župane Ruš in Ravn na Koroškem. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.